Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana, je rekel že Hipokrat. Zanimivo pa je, da je tudi dr. Rudolf Steiner opozarjal ljudi, da bomo ravno v tem času mnogokrat svoje želodce polnili s hrano, ki pa ne bo več hrana, ampak bo samo še polnilo za želodec. Tako da je izjemno pomembno, s kakšno hrano torej polnimo svoje želodce, da je le to hrana, da ni zgolj polnilo. In ko smo pri polnilih, veliko je tudi prehranskih dopolnil. A vendarle, prehranska dopolnila naj bi bila dopolnilo, torej najboljše prehransko dopolnilo na svetu, ne bo naredilo nič izjemno koristnega, če ne bomo imeli dobrih temeljev in kvalitetne baze. Kaj je dober temelj in kaj je kvalitetna baza? Seveda zdrava prehrana vsak dan. Če bomo jedli rogljičke za zajtrk, pa potem za kosilo, nekaj, kar je na hitro pogreto, v mikrovalovni mogoče še celo, in potem za večerjo spet nekaj podobnega, nam ne bo pomagalo nič. Najprej je treba torej urediti osnovo in bazo. Ja, govorila sem prej o mikrovalovni, jaz osebno ne dajem ničesar v mikrovalovno in je sploh ne uporabljam, je niti nimam doma, ampak je pa naša Neja prišla do zanimivega podatka, ne vem, če ste to vedeli, ampak vsekakor vam ne priporočam, da tega poskušate. In sicer, če daš grozdje v mikrovalovno pečico, bojda, da ta eksplodira. Ne vem, mogoče nekaj podobnega, kakor mentolovi ali ne vem kakšni že bomboni in pa tista kola, gazirana pijača, kakorkoli že. Sara Ruter je tista, ki absolutno in vsekakor ne uporablja mikrovalovne. Ne uporabljaš ali uporabljaš? Lih sem hotela dodati, v bistvu uporabljamo samo za topljenje čokolade, Ker ko temperiramo čokolado, ne sme priti v stik z vodo in zato je to najbolj enostaven način. Tako da sam za to. Najbolj enostaven, najhitrejši. Tako. Ok, v redu. To ti še ne, ker po moje pa čokolado ne topiš glih vsak dan. Ja, v bistvu je kar pogosto, ker veliko sledic pripravljam, ampak je res poseben postopek, kot pravim. Problem je, ko dosti ga delamo na tem vodno kopeljo in ko pride v stik z vodo čokolada, pol hitro gre kaj narobe. Zato mikrovalovka in plastična posoda. Ok, v redu. No, grozdja ne boš dodajala, ne? To si zdaj slišala. Sara, pripravljaš tudi različne načine, kako ljudi pravzaprav uvedeš v kuhinjo, kako jim pokažeš, da nadgradijo sami sebe, in tudi s Klepetom ob kavi pripravljaš delavnico. Kaj se bodo takrat naučili? Na delavnici bomo pripravili nekakšen 3-hodni meni. V bistvu pač to, kar je vsem dostopno glede sestavin, da ne bomo komplicirali, da so neke zdaj take sestavine, da jih težko najdemo v trgovinah. Hitri, preprosti, predvsem poudarek zdravi obroki, ker mislim, da je pomembno poudarjati to, da si moramo obroke pripravljati, kot si prej omenila, veliko te hitre prehrane, neki na hitro, in pač v bistvu si ljudje več ne pripravljajo svojih obrokov, in je res pomembno, kaj damo vase, ker se to pol odraža, mislim, da našemu telesu. Absolutno, in v našem zdravju in vsakdanjem počutju odlično. Zdaj, danes boš pripravila pa vendarle nekaj, kar se mi zdi, da je mogoče še vedno za marsikoga eksotično. Govorimo o čičeriki, ne? Tako, ja, v bistvu čičerika, sicer jaz imam doma prav avtohtono istrsko čičeriko, sem dobila lansko leto semena in sem letos prvič posadila. In v bistvu uspeva, tako da to je stročnica, zelo bogata z beljakovinami, mislim, da ima kar 25% beljakovin, 50 do 60% ogljikovih hidratov in 5% samo maščob. In to so zdrave maščobe. Stročnice res so v bistvu alternative tudi za tiste, ko mesa ne uživajo, tako da nadomestijo lahko meso. Se pa lahko uporablja kot samostojno jed, za omake, enolončnice, lahko z testeninami, v bistvu lahko naredimo krasne namaze, tako da je super. Odlično. Čičeriko smo velikokrat že uporabili v naši kuhinji in tudi pripravljali humus, vendarle, ta čičerikin namaz se lahko pripravi na vrsto različnih načinov. Danes boš ti prikazala svojega. V vsakem primeru, pa kar sem jaz sama opazila, je, da se meni osebno, pa pri nas doma se je veliko poje, ne splača kupovati v trgovini že pripravljenega humusa. Ja, v bistvu dodaja, vedno so neki emulgatorji, tako da jaz raje temu izognem. In
kolikor je hitro doma pripravljen, v bistvu pač Čičerika v pločevinki je res hitro dostopno, praktično dobiš povsod. Ja. No. Če bi zdaj mogli namakati, to je spet daljši postopek, seveda, ne? Pa kuhanje. In se lahko pol programa z raznimi začimbami, aromami, tako da si jo najrajši seveda sama pripravim in je toliko bolj slastna. Odlično. Tukaj le vidim, da si pravzaprav prinesla čičeriko v steklenici. Mislim, da je to zelo pomembno, da poudarjava, da se čim bolj izogibamo pločevink zaradi seveda težkih kovin, ki se na takšen način potem nasičijo v našem telesu in povzročajo res vrsto težav. Tako da evo, ko greste v trgovino, gledajte, da tudi stročnice zdaj se že dobijo, torej v steklenici, torej v kozarcih. Odlično. Evo, kako boš to naredila? V bistvu ta recept je zelo preprost, tako da mislim, da ne bo nobeno delo težav. Tukaj imam čičeriko. Načeloma vedno jo odcedimo in to vodo, ki je ponavadi zraven, si shranimo, da pol pač pri pasiranju dodamo po potrebi, seveda. Aha, sicer pa aquafaba se imenuje to, ne? Ta voda od čičerike in je zelo odlična. Wow, Neja mi je cel seznam napisala, zakaj vse je dejansko odlična. Kot nadomestek jajc pri peki 3 žlice nadomestijo recimo eno jajco, za veganske sladkorne penice se tudi dejansko lahko uporablja in pa španski vetrci. Zanimivo, ne? Zelo, nisem vedela tega, no, moram priznati. Tako. Zdaj boš dodala česen. Strok česna Strok za aromo. Ja. Tukaj imam domačo limono, na obalih imamo še, oziroma moj stric. Okej. Tako da bom krstisala nekaj soka limone. Zgleda čist trgovinska, ampak praviš, da je domača. Je Super. domača, ja. Tudi ful lepo diši po vohu, ima dosti bolj intenziven vonj. O, wow. Ja. Ima celo drevo, no, tako da Sicer imam jaz srečo. zelo dobro voham, tako da voham tudi tvoje prste, ki si prejle česen. V bistvu z istim nožem sem zarezala. A, to je bilo. Tako. Dodala bom nekaj oljčnega olja, seveda, ponovno zdrave maščobe. Danes se bom pograli za karijem, to je odlična začimba, mogoče se veliko uporablja pri perutnini, ampak paša tudi pri čičeriki. Pri perutnini, še v življenju nisem uporabljala, ne delam z mesom, ampak kari pa res veliko uporabljamo, tudi v moji kuhinji. Čakajte, zdaj sem zelo malo preveliko žlico. Odlično. Se pravi, kakšen tak prigrizek namaz tudi na prihajajoči delavnici, kaj ne da? Ja, drži, v bistvu 3 hodni meni bomo pripravili sledico, glavno je njeno predjed nekako, no, tako da bo primerna za vsakega, no. Ja, zdaj jaz humus uživam in zvečer, ker je visok, bogat z beljakovinami, in zjutraj, in dejansko, mislim, ni da ni, v vsak obrok ga lahko dejansko dodam. Drži. Ja. Daj mi povej, kaj si tole dodala noter? Zdaj smo dodali še tahinijevo pasto oziroma sezamovo pasto. Lahko si pripravimo tudi sami, torej iz sezama. Če delamo sami doma, jaz rada prepražim in pol res moramo imeti en dober blender, da to nekako vse res spasiramo v gladko maso. Torej, če pogledava še enkrat sestavine, torej pločevinka čičerike, 1 strok česna, 1 žlica sezamove paste, olivno olje, limonin sok, potem smo dodali tudi sol, čili, rdečo papriko in po želji še kakšne druge začimbe. Kaj si pa tole, ja? To imam tudi sol, ki je v bistvu infuzirana, mislim aromatizirana. Tako, da bo pa če malo bolj zabaven tale naš humus. Da bo zabaven, odlično. Sara Rutar danes v naši družbi, pripravila pa je čudovit, krasen čičerikin namaz ali humus, kot mu dejansko pravijo, vrhunski prigriz. A imajo to otroci radi ali se mršijo? V bistvu zadnjič sem na šoli pripravila zdrave obroke za otroci. To so bili 7., 8. razred osnovne šole. In ko so otroci to sami pripravili, dejansko so pol tudi z veseljem pojedli. Tako da, če jih vključimo v kuhanje in ko sami nekaj naredijo, ima to dodano vrednost in pol ti radi probajo nekaj novega. Verjetno, če bi pa nekomu tako ponudila, verjetno ne bi šlo. Ja, okej. Mislim, ne vem, kako je s tem, ampak meni se zdi, da humus ni ena izmed unih stvari, a veš, ali jo imaš rad ali pa ne. Kot recimo, ne vem, kapre recimo, a ne? Kapre imajo tak specifičen okus, ali jih imaš rad, ali jih pa dejansko nimaš, a ne? Ali pa, ne vem, olive recimo, a ne? Vem, da ni prav dosti ljudi, ampak jaz recimo ne maram oliv, a ne? Ne. Olivno olje, ja, ampak olive pa ne. Ampak humus se mi pa zdi, mislim, to pa vsakmu všeč. Ja, v bistvu ta stročnica ima res tak oreščkast okus in rata kremasta, zato mislim, da pol
Nima nekega specifičnega okusa, da bi rekel, da prevlada neka aroma, ne? Tako da mislim, da zaradi tega pač nekako polju vsi vzljubijo, no. Je pa zdaj vedno bolj popularen tudi pri nas ta humus, se mi zdi, no. Ja, je. Sem videla, da že zelo znana velika slovenska podjetja tudi so zdaj začela delati, pa to, ampak sva rekla, veliko boljšega je narediti doma, ne? Ker tam so nepotrebni dodatki, se mi zdi, da pač eno tako stvar, koliko smo porabili, pol minutke, ne? Zadnjič sem gledala ravno eno stekleničko, na kateri je pol pisalo, da je noter 15% čičerike. Ja, okej, ne. Čak ima čičeriki in namaz pa 15%, kaj je pa druga notera, ne? Boljše, da ne vemo. Tole je super za na kruh namazati, ne? Tako. Ampak? Alternativa, kdaj, ko imamo tudi kakšne, ne vem, ko gledamo zvečer televizijo, da ne pojemo preveč ogljikovih hidratov, lahko vzamemo kar seveda malček zelenjave in uživamo. Perfektan je. Perfektan je. Vem, da v receptu ni muškatnega oreščka, ampak vendarle muškatni orešček ti uporabljaš veliko v kuhinji? Ga kar uporabljam, ampak lahko pa se programo tukaj, zdaj pustim jaz vedno svobodo oziroma na vsak po svoje ustvarja. Mi, da smo dodali malček, v bistvu tle manj tako dimljeno to sol, s tem priokusom malo dima, paprike rdeče in seveda karija, ki spet je malček taka začimba, da malo pikantnosti. Tudi, če bi pač še malček več dodali, bi tudi bolj intenzivno rumeno barvo dobili. Tako da lahko se bolj tudi programo, damo enega kari, v enega recimo malo paprike, čilija, pa imamo različne barve humusa, ne? Ne vem, če si vedela to, ampak tudi to je ena izmed tistih stvari, ki ne poskušajte doma. In sicer, da več kot 2 žlici muškatnega oreščka lahko dejansko deluje halucinogeno. Nisem še probala, pa mislim, da tudi ne bom. Ne. To je ena izmed tistih stvari, ne poskušajte doma. Zgolj v vednost, da pride do tega. Odlično. Omenila si kari. Kari je pravzaprav sestavljen iz nekih začimb, ki pa jih vendarle poznamo, a ne? Se pravi ingver, kurkuma. Drži, ja. V bistvu sicer se porablja predvsem v indijski kuhinji, tudi v mehiški, no. Pač v bistvu je taka, meni ful všeč ta začimba, no. Pač tudi raznim rižotam ali pa kakšnim mineštricam zelenjavnim lahko dodajamo kari in naredimo tako res, ne samo barvo, ampak tudi lepo tisto piko na i. Perfektno, fantastično. Tole je res dober. Moja najljubša pomaka, kajti to je pomaka, ne? Ti bom kar pustila, prav? To je pomaka, ne? Tako je, v bistvu lahko kot nek namaz. V bistvu pač lahko zraven zaužijemo, kot smo rekli, tudi prej kakšno rezino kruha, recimo rženega zelo paše in imamo odličen pač zdrav obrok. Evo, fantastično. Mi pa si tale trenutek pogledamo, kateri aktualni dogodki so pred vrati. Seveda, poleg tega, da se boste lahko učili direktno od masterchefovke, strokovnjakinje in nad vse talentiranje, kaj, kuharce, šef? Tako, šefice. Šefice. Kar rada tudi ukazujem. Šefice Sare Rutar. Dajmo preveriti torej aktualne dogodke. V oddaji nam včasih zmanjka časa, zato organiziramo predavanja, delavnice, izlete. Preverimo, kaj je aktualno. Vse onkološke bolnike ter njihove bližnje pa vabimo na predavanje Podpora onkološkim bolnikom pred, med in po klasičnem zdravljenju. Prireja oziroma predavala bo Marija Ana Kolman v Novi Gorici 19. februarja in v Ljubljani 20. februarja. Zaradi strahov smo napeti, ne spimo, nas zadržujejo v krču, ne živimo polnega potenciala svojega življenja. Na celodnevni delavnici bo Tatej Pretnar naučil tehnik za preseganje in odpravljanje strahov. Vabljeni na celodnevno delavnico v soboto 29. februarja. Tudi letos odhajamo v Sibirijo. Če je to tudi vaše sanjsko potovanje, potem preverite programe na klepetobkavi.si in izberite enega izmed 3. Doživite Sveto goro Beluho s konji, odpravite se na treking peš ali kako drugače. Sibirija poleti je naša najljubša destinacija. Več informacij pa na www.klepetobkavi.si ali pa kar na 02 6200 230. A ja, pa na vse dogodke se je treba seveda prej prijaviti. Veselimo se druženja z vami, da se ne gledamo sam prek ekranov.
Tako, danes smo torej pripravili čičerikin namaz, humus ali pa eno fantastično pomako, kakorkoli že. Sara Rutar je bila tokrat v naši družbi, vsekakor pa si lahko pogledate tudi ostale recepte. Na YouTube kanalu najdete številne oddaje, praktično zagotovo vsak ponedeljek. Torej kuhamo, nekaj ustvarjamo in vsi ti recepti so zares narejeni za ljudi, ki živijo vsakdanje življenje polno obveznosti. To pomeni, da nimajo časa, da v kuhinji preživijo res grozno nekega, ne vem kakšnega časa. Skratka, hitro, a vendarle zdravo in nič procesirano. To najdete torej na YouTube kanalu Klepet ob kavi skupaj z vsemi ostalimi pogovori. In ja, kar nekaj je torej priložnosti in možnosti, da se poučimo, da se nadgradimo in seveda tudi uživamo v zares zdravi in okusni hrani.